Tokrat v oddaji prehitimo zimo. Da ne bomo potem spet rekli, da nas je prehitela. No, pa zapeljemo tudi Amarok, ki ga še tako hude snežne razmere ne presenetijo. Z Alfo pa spoznamo, kako na vozno dinamiko vpliva dodatna masa. In dodatna moč priključnega hibrida. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Se kdo še spomni, kakšna je bila zima 2012-2013? Poglejmo, česa se lahko spomnimo. Leta 2012 je bilo na spletu najbolj iskano geslo Sandy, povezano z orkanom v ZDA. No, in pred zimo leta 2012 so bile zimske olimpijske igre v Londonu, kjer je nastopilo skoraj 11 000 športnikov iz 204 držav. Isto leto pa je Felix Baumgartner skočil z roba atmosfere z 39 045 metrov. In če bi skočil na slovenska tla, bi skočil na zelo zasnežena. Po dolgem času je bila to spet ena tistih pravih zim z obilno snežno odejo. Nekaj o tem, koliko snega je bilo na cesti, pa pove tudi podatek, da je takrat Dars porabil kar 48 000 ton soli. Kakšna bo zima, je nemogoče napovedati. Tudi ni več samoumevno, da bo sploh padel sneg. Ampak če pa sneg bo, nas pa ne sme presenetiti. Očistiti sneg iz parkirišča ali recimo dovoza v garaže je eno stvar. Ko je pa treba očistiti avtocesto, po kateri se zgodi največ prometne mobilnosti v Sloveniji in to z najvišjimi hitrosti in najbolj varno, je pa to čisto nekaj drugega. No, in zato se Dars na letošnjo zimo pripravlja že zdaj z novimi investicijami, da bodo tehnološko še bolj napredni in tudi ekološki. Ja, mi vzdržujemo veliko kilometrov cest. Zdaj, če greva k številkam, 625 kilometrov avtocest in hitrih cest, če dodava zraven še priključke, razcepe in še nekatere druge ceste, za katere smo pristojni, je tega čez 700 kilometrov, kar pomeni ogromno. Zato pa je tudi toliko ekip, zato tudi toliko soli, skladišč, zato da potem to teče čim bolj nemoteno. Ampak tako kot sem rekla, mi smo na cesti že, ko vemo, da so zelo nizke temperature, da se pripravlja na sneg in takrat začnemo z mokrim posipavanjem. Takrat boste že videli naša vozila na cesti, kajti to je naša preventiva. In potem seveda, če pride do snega, določenih centimetrov, tako kot je tudi v zakonu opredeljeno, pa tudi že dostikrat prej pridemo na cesto in začnemo tudi s pluženjem. Preventivni posip izvajamo z mokrim posipanjem. Imamo 2 vozili, pričakujemo še vsaj 2 v bazi Ljubljana. Potem bi bili pokriti 100% in bi bil naš reakcijski čas 1 ura, da posujemo vse kompletno. Pri normalni potovalni hitrosti 80-90 na uro. Raztopina soli in vode, to je nekih 23 do 25%, pomeni, da mi z nekimi 10 tonami soli, se pravi 40 000 litri raztopine, polijemo kompletno območje avtoceste baze Ljubljana. Samo za primerjavo, če bi klasično posipali ta del ceste z soljo, bi porabili mogoče glih 40 ton soli. Gre pa to, če je dobra akcija, zimska, neka 24-urno sneženje, gre tudi 300 do 400 ton soli, a ne? Pogodbeni izvajalci nabavljajo sol kot na nek način na borzi. Tako da mi imamo sklenjene pogodbe in izvajalci teh pogodb seveda dobavljajo sol po količinah, kolikor je pač potrebujemo in mi seveda sproti polnimo naša skladišča. Teh skladišč je 14 po Sloveniji, zraven pa imamo še 42 silosov. Tako da trenutno imamo na zalogi približno 19 000 kubičnih metrov soli, to je ogromno, tako da tale skladišče za menoj je samo eden izmed 14 in en delček tega, kar bomo potrebovali. Potem pa zavisi seveda, če bo tako huda zima, za kar upamo, da ne bo, kot je bila leta 2012-2013, seveda potem to ne zadošča, je treba že med zimsko sezono skladišča polniti večkrat. Za nas recimo kamioni so zlati. Za nas recimo res zadnji moment bi izločil jaz kamione, a ne. Res takrat, ker je res treba že, ker stoji, zato ker oni s svojimi 40 tonami, oni melejo to sol in grejejo tla v bistvu in sol, če se jo ti samo vržeš po tleh, ne bo delala, ne.
No, recimo zato je tale mokri posip zelo dober, ne, ker takoj dela ona, ne, se zalima v asfalt, ne. Je do nekih -6 stopinj, lahko solimo 100. Potem pa imaš problem, recimo, ko imaš te prehode sneženja oziroma iz dežja v sneg, ko gre, da ujameš pravi moment, da posoliš za grobo morsko soljo, da jo ne odplakne voda s ceste takoj, a ne. Ona se mora pač stopiti nekaj dlje časa, rabi, a ne, in ostane slanost ceste malo dlje, ne, tako da. Ste se kdaj vprašali, koliko lesenih kolov ima Dars za postavitev v zimskem času? 20.107 sem jih ravno kar preštel. Kaj pa koliko plugov imajo na voljo? 178. Pa koliko samo v zimskem času zimskih označitev postavijo po cesti? Ta je pa lahka, 670. Ampak za vse to je potrebna ekipa, ki gre ven, še preden sploh pomislimo na prvi sneg. Ja, mostovi viadukti najprej zmrznejo, ne. Tudi na teh mostovih in viaduktih imamo senzorje, pa vremenske postave, tam se najprej zazna, kadar so tla podhlajena, a ne. In tudi v bistvu največkrat gremo preventivno posud v mostove in viadukte. Trasa ni pomembna tukaj, ker so tla še topla, imajo primer 10 stopinj, ne bojo zmrzalna, a ne. Most pa viadukt, pa kot da je kakšna vlaga, megla, a ne, tam je pa nevarno, ne. In večina našega dela je v bistvu preventivni posip, a ne. Sneg sam ni problem, ne, sneg zmečemo dol in ceste očistimo, posolimo in promet laufa, ne. Tako da imamo pa ta območje Ljubljane, je zelo, poznate sami, to, ki je megla 24 ur na dan, ne, in megla pa te mejne temperature, to so najbolj stresne, ne. A greš posud ta pravi čas, oziroma ali boš stran vrgel tisto sol, ali bo šla temperatura zjutraj na +3, ali bo šla na minus, a ne. Tako da tukaj imaš tiste odločitve, sprejemaš, ne, kaj boš naredil. Te cevi, a ne, ko vidite, tukaj pride pa ta raztopina. Da pride šoba, a ne. Imaš tukaj noter še na tale krožnik, šprica ta raztopina in se potem dodaja procentualno, kot je nastavljeno, 70-30, a ne. In ta sol se umoči, zato, ko pade na tla, je umočena, je vlažna, na suha tla, ko vržeš to sol, se potem prelima, ne. Se zalepi na asfalt. Če bi posipal brez raztopine, se ti ta sol razsuje po cestišču in jo vozila zvozijo in gre na rob vozišča praktično v naravo, a ne. To je tovorno vozilo kot tovorno vozilo, s katerim upravlja naš voznik strojnik. Poleg tega, da je z glavo na cesti, ko pluži, upravlja še z čelnim in bočnim plugom vozila, z posipalcem soli. V glavnem zelo zbran mora biti pri tem delu, a ne. Poznati mora cesto, vedeti mora, kje so pasti, vedeti mora, kje so naše neke dilatacije na objektih, da ne poškoduje pluga, vedeti mora, kje je neki pločnik, sicer imamo to označeno, ampak ko je na 1,5 metra snega, se mogoče ne vidi, pa sredi noči se pozabi, kje je to in skratka, zelo naporno delo, ne. Kot vselej rečemo, je promet ekipna igra. In kot vidimo, so pri Darsu kar dobro igrani, predvsem pa je to zelo velika ekipa. Manjka pa še en soigralec. Ja, in mi kot vozniki se lahko odločimo, ali bomo del te ekipe, ali pa bomo špilali po svoje in delali težave. Naša vozila so opremljena z znaki izredni prevoz, pluženje, posipanje, prepovedano prehtevanje in to nas zelo nervira tudi voznika, strojnika, ki je noter pluži, ne. Recimo, če mu nekdo zaritev vozi direktno, a ne, se zgodi tudi, da ko morajo oni na hitro staviti, pride do naleta, a ne, in nam poškoduje posipalca, ne. Recimo, zadnji krožnik nam pokrivi in imamo neki avto, ki zelo računamo na njega, v okvari potem
in praktično ga imaš v izpadu, ker ga ne moreš kar nadomestiti. Prednje vozilo pluži sneg v desno. Tisti sneg, ki je naplužen na desni strani, pobira drugo vozilo. In se pravi, ti skup so junaki, ki probajo čez prideti, ampak veliko se jih znajde potem v grabnu in še ga zapluži drugo vozilo. Želimo si, da bomo vsi skupaj na cesti opremljeni v zimskih časih, tako kot je za zimo primerno. Če zdaj malo karikiram, morda najboljša primerjava, v kopalkah ne greste smučati, kar pomeni, da tudi z vozilom, ki je za poletje, letne gume ne sodijo na cesto, še posebej, če ste veliko na cesti in v zimskih razmerah, torej bodite pravilno opremljeni, pa bomo vsi veliko bolj varni. Luka se je z gledalci pogumno podal v boj z Amarokom in to na terenu, kjer vsi vemo, kdo ima prednost. No, David namiguje na bogato povest Eskimov, v kateri je znana zgodba o Amaroku, velikem volku, ki lovi, še posebej po noči, tiste prepogumne in predrzne lovce, ki si upajo iti v lov sami. Goriška Brda si običajno predstavljamo v idiličnem, sončnem vremenu in seveda v takšnem vremenu jih tudi najrajši obiskujemo. No, ampak današnjega kislega, meglenega in deževnega vremena smo se v resnici zelo razveselili. Zakaj? Ker smo na ta način lahko zelo učinkovito in zgovorno preizkusili terenske lastnosti in zmogljivosti novega Amaroka. Večina ljudi sploh ne ve, kje so meje tega vozila in jih najbrž tudi ne bodo preizkusili. Eni pač, eni ga pa rabijo kot delovna žival za težke pogoje. Torej, so vozniki, ki se z Amarokom pripeljajo v središče mesta na kavo. No, ti nas danes ne zanimajo. Danes nas zanima Amarok kot delovna žival. In kje je lahko tehnika poltovornjaka na boljši preizkušnji kot pri tistih, ki rešujejo življenja? Povedali so nam, da gre ta Amarok po avtocesti tudi več kot 190 km/h. Obenem pa mora biti sposoben tudi doseganja odmaknjenih območij na zahtevnem terenu. Ja, mi v Celju imamo mešan teren, se pravi, imamo dosti avtoceste, imamo pa tudi dosti tega pogozdenega terena brez potja. Nekje 70% so na avtocesti oziroma hitri cesti, tistih 30% je pa dejansko, ko izžamemo avto, kar se tiče samih pogonov terenske vožnje, da iz njega izlušimo največ. V našem primeru se pravi to hitro tehnično vozilo, katero je tudi obremenjeno skozi in ima stalno nadgradnjo, je težko konstantno nekje 3 tone 200, 300 z posadko. Torej, velike obremenitve in raznovrstnost podlag. Po besedah gasilcev se prva generacija Amaroka v teh situacijah znajde zelo dobro. No, zdaj pa je čas, da na ta način preizkusimo še naslednika. Pa prestavimo v način 4H. To lahko naredimo kar med vožnjo, ni potrebno zaustavljanja in se daje nekje od 50% prednje zadnjo kolesa prenaša do 50% in tukaj že kar malo zapore srednjega diferencijala. To je zagotovo velika prednost na spolski podlagi, ker imamo stalno razporejen ta navor med kolesa in ne prihaja do tega, naprimer, da bi, ko se v prazno zavrti zadnje kolo, šele z zamikom prišlo do vklopa prvega kolesa, kot prihaja pri stalnem štirikolesnem pogonu. No, ampak terenska vožnja kljub izpopolnjeni pogonski tehniki ni mačji kašelj, ker so na zahtevnem, razmočenem terenu spoznavali tudi naši gledalci. Super, Šiman, super, ok, odlično, stop, vd, pa leva. Ful je vredno. Beli je všeč.
Bilo me je sicer malo strah, avto je težek in boje veliko blata, mokra cesta in sem se bal, da ne bi avto zdrsnil. Niti predstavljala si nisem takšno vožnjo, kakršno sem danes doživela, pa kje sem vozila. Predvsem tisti most, ko smo šli čez, ko v bistvu videl, da je bila slaba, most je bil bolj nizko in če ne bi tamle pokazali približne smeri, bi bilo kar težko. Tisti most si bom zapomnila za kar nekaj časa, ko smo se pripeljali okoli ovinka. Se še nikoli videli, pa ga sem pogledala tiste dve dile, tako ojoj. Ne vem, če bi sama upala i česa. Ugotovitev naših gledalcev je bila, da terenske probleme prepreči predvsem pravilno izbiranje voznih programov na velikem osrednjem zaslonu, saj prav vsak prinaša svoje značilnosti in prednosti. Tokrat so se glede na podlago seveda odločili za blatni program. Blato naredi, da vam priklopi na štirikolesni pogon, vklopi zaporo diferencijala, potem po potrebi damo mi še vklopimo reduktor, in pa prilagodi delovanje ESP-ja, sprav ga delno izklopi te funkcije in pa prilagodi tudi delovanje volana. Brez teh nastavitev sploh ne bi bilo možno kaj takega izvesti. Boje z zaporo zadnjega diferencijala pogona vse 4 kolesa in avto se obnaša tako, kot se mora v takšni situaciji. Pa še en terenski asistenčni sistem je bil deležen zelo velikega povpraševanja in zanimanja, predvsem na strmem, kamnitem delu našega poligona. Ja, v bistvu najbolj smo skoristili tale pomoč pri spuščanju po klancu navzdol. Meni je zelo pomagalo, ko sem šla po bregu, pa drsečo, ko je, ne. Ni me bilo straha, ne, zdaj, a bom preveč pritisnila na plin, ali bom premalo. Lepo je sam avto peljal. Kakšnih takih trenutkih, ki pač rata pot strma navzdol, pa da ni treba toliko bremzati, pa pol prije kar upoštev. Na takem breku normalnem klancu dol tukaj niti ni neke potrebe po tem, ampak če imamo pa tukaj gladko podlago, kakšen sneg, led, pa sami vemo, kako hitro nam lahko uide zadek vozila in ta sistem to prepreči. V varnem zavetju asistenčnih sistemov, inštruktorjev in poligona pa je preizkus poltovornjaka terenca lahko seveda tudi izjemno zabaven. Glej in se čudi, kaj te vam na rok nudi. Nas je prerukali, prešpricali, ampak ja, super je bilo. Malo dežja je bilo, tako da je bilo sploh še bolj zanimivo. A mi pa še koga vozim? Vsak avto gre po asfaltu, a ne? Po takih poligonu, ko smo se vam mi danes vozili, pa ne gre vsak avto, ampak si težko predstavljam, da sploh avto tam pride, ampak Amarok je to zmogel, ne? Zgodba gre takole. Leta 1978 se pred vrati Volkswagenove tovarne v Nemčiji pojavi skupina dobrovoljnih Kitajcev. In rečejo nekako takole. Prišli smo pogledati proizvodnjo in vprašati, ali lahko kakšno tako tovarno postavite tudi pri nas na Kitajskem. Njihova logika je bila sila enostavna. Rekli so takole, vi delate dobre avtomobile in veliko avtomobilov, mi pa veliko avtomobilov potrebujemo. Imamo torej vse za dober dogovor. Kot rečeno, so Nemce ujeli nekoliko nepripravljene. Zato začnejo Nemci po svoji tovarni Volkswagena hitro iskati nekoga, ki zna govoriti kitajsko. Pokličejo Wenpo Lija. Li je namreč delal v razvoju in raziskovanju vbrizga bencinskega motorja. 20 let kasneje je iz teh raziskav nastal FSI bencinski motor. No, in Li se še kako dobro spomni tistega dneva. Spomni se, kako so ga poklicali in ga vprašali, ali še zna kitajsko, da so pred vrati Kitajci. Prepričan je bil, da so se Nemci spet zmotili in da pred vrati stojijo Japonci. To namreč sploh ne bi bilo čudno. Lija vključijo v debato. Li pa Nemcem hitro pove, da je eden od Kitajcev minister za gospodarstvo. Prav ta Volkswagenu predlaga prvi posel, manjši. Nekaj avtomobilov za taksije in nekaj avtomobilov za državno upravo.
Ko so čez nekaj dni v Volkswagenovo tovarno dobili povpraševanje po številu avtomobilov, se jim je samo še smejalo. Nihče ni verjel, da je številka lahko tako visoka. Zgolj 6 let kasneje nemški kancler Helmut Kohl na Kitajskem že odpira prvo Volkswagenovo tovarno. In začne se obdobje bogatenja evropske avtomobilske industrije. Kitajska je bila takrat opremljena z izkušnjo kulturne revolucije in na začetku svoje mobilnostne poti. Premikali so se s hitrostjo koles, njihova avtomobilska industrija, domača in tuja, pa je bila na začetku. Danes je zgodba popolnoma drugačna. Zdaj je igra nova, ki pa jo Kitajci vidijo na popolnoma enak način kot leta 1978 v Volkswagenovi tovarni. Le da je zgodba zdaj drugačna. Zdaj pravijo takole. Vi si želite samo še električne avtomobile. Veliko njih. Mi jih imamo. Veliko. Dobre in poceni. V čem je torej problem? Pri Alfah velja nekaj. Ne glede na motor, obliko, moč motorja, vedno imajo izjemno lego na cesti in vodljivost. To je njihov DNK, ki temelji na izjemnih tehnoloških inovacijah in na neštetih dirkah, kjer so se te izjemno izkazale. Tukaj gre za igro med maso vozila in prenosom energije na cesto oziroma na pnevmatike. In tukaj pri priključnem hibridu gre za poseben izziv. Prav na tej cesti za mano, na tej vozniški cesti, v teh zavojih, smo nedavno v družbi gledalcev avtomobilnosti uživali za volanom najnovejšega modela Alfe Romeo, ki sliši na ime Tonale. Skupaj z gledalci smo se strinjali, da je športno srce tisto, ki združuje prav vse modele te znamke. Tudi Tonaleja, pa čeprav je to v družini Alfe Romeo tisti bolj zadržani športnik oziroma blagi športnik. Blag pa je bil tudi hibridni pogon Tonaleja, ki smo ga takrat preizkušali. Torej, to je tista vrsta hibrida, ki ga lahko med hibride štejemo le po tistih napisanih pravilih oziroma po pravilih, ki določajo strukturo pogona. No, manj pa po vozni izkušnji, ki je v resnici precej podobna klasičnim bencinsko gnanim avtomobilom. Povsem drugačno vozno izkušnjo pa nudi priključni hibrid. Torej, priključni hibrid, ki je že zadnja stopnja pred povsem električnim vozilom, ker ima že razmeroma zajetno baterijo in seveda tudi izdatno pomoč elektromotorja. Prav priključni hibrid Q4 s 180 kW moči je tista različica tega avtomobila, za katero smo tudi tekom našega testa ugotovili, da je najbolj dinamična oziroma športna v ponudbi. To je torej tista različica, ki lahko dvigne srčni utrip oziroma prepriča prave alfiste. In tudi mi pravimo, da je vozniški občutek še boljši, ker je pod motornim pokrovom pač bolj množična konjenica. Elektromotor na zadnji osi pa poskrbi tudi za štirikolesni pogon, kar po domače rečeno bolj butne, ko si želimo pospeška iz ovinka. Ampak na tem mestu konjenico ustavimo. Mi pravimo, da je boljši občutek, ampak tokrat bomo ta občutek tudi dokazovali. Opremimo se torej s prenosnim računalnikom in primerjajmo dva Tonalejeva pogona. Greva preizkusiti za začetek različico z blago hibridnim pogonom. Tukaj smo pripravili cestni odsek, ki ima nekaj pospeševanja in zdaj bomo videli, kaj se s tem avtomobilom dogaja. Za čim boljše prikaze navora pa držimo pogon v nizkem območju vrtljajev in hodimo stopalko za plin do konca. Še vedno je v resnici vozniška izkušnja precej podobna, kot bi vozili avto s klasičnim benzinskim pogonom. Na Gahafu smo spremljali navor termičnega motorja in navor elektromotorja, ki je nameščen v dvosklopčnem menjalniku. To je samo pomoč v kritičnih trenutkih. Ne seštevamo mi moči elektromotorja pa moči bencinskega motorja, kot recimo pri priključnem hibridnem pogonu, kjer imamo mi močan elektromotor in dejansko dosežemo najvišjo moč, tako da v bistvu delujeta oba motorja hkrati. In je tisto seveda čist drugačen pogon in čisto drugačen občutek vožnje. Se pravi, pri blagem hibridu se je treba zavedati, da če želimo dinamiko od avtomobila, je še vedno treba bencinski motor vrteti, je treba se v visokem moču vrtljajo voziti.
Pri priključnem hibridu pa zdaj pričakujemo nekoliko drugačen rezultat. Ok, zdaj pa gremo preizkusiti še, kaj dobimo na grafu, ko se dinamično zapeljemo s priključnim hibridom, pa da vidimo, kako se bo rezultat razlikoval od blagega hibrida. Že po občutku je popolnoma drugače, ko speljemo. Precej bolj odzivno je, precej tudi močnejši pogon, tako da je popolnoma drugačen občutek. Precej bolj dinamičen, kar smo tudi že povedali v našem testu tega avtomobila. No, tukaj so grafi mečkem bolj zanimivi. Pa že če pogledamo na vohe, bencinski motor tukaj dosega do 290 Nm sama, plus elektromotor dodatnih 200 Nm. Torej imamo res zelo masiven navoh na voljo. Prvo je način delovanja tega motorja drugačen, je zaradi tega že bistveno bolj odziven. Kot drugo pa v bistvu v tisti čisto začetni fazi tudi motor, ki je nameščen na termičnem motorju, pomaga v bistvu doseči optimalne vrtljaje za njegovo optimalno delovanje. In seveda zdaj tukaj, če pogledamo, najprej je krivulja poskočila navzgor, vedno najprej malo poskoči navzgor. To se pravi toliko, da pomaga motorju doseči optimalne vrtljaje in potem, ko motor v bistvu doseže maksimalno navor, pa ta elektromotor gre njegova krivulja v minus in takrat pa v bistvu pomaga polniti baterijo, da v bistvu zgubimo čim manj energije zaradi porabe zadnjega motorja. Pri blagem hibridu je generator motor, ki je nameščen na termičnem motorju, cel čas miroval. V tem primeru pa nam tudi motor, ki je nameščen na termičnem motorju, pomaga oziroma polni baterijo ves čas. Tako, tudi na papirju, oziroma bolje rečeno na zaslonu, smo potrdili, da je priključni hibrid tisti športni in dinamični Alfa Romeo Tonale. Zima, kakršnakoli že bo, je z vozniškega kota zelo zanimiva. Pa ne samo zaradi tega, ker ko se voziš, imaš lepo zasneženo kuliso. Ampak tudi zato, ker se spremenijo vozniške razmere in s tem lahko izostrimo vozniška čutila. Zimske nevarnosti prinašajo nove vozniške izzive. No, predstavljajte si, kako monotona bi bila vožnja, če bi celo življenje vozili po Jamajki, ker jaz si ne. Zato pa iz Jamajke recimo ni nobenega voznika Formule 1 ali Rallija. Jih je pa iz Finske? Jih je pa veliko iz Finske. In na tej noti, kar se tiče vožnje po zasneženem in ledenem vozišču, bomo govorili še v naslednjih oddajah. Na tej noti z oddajo zaključujemo. Bodite z nami spet naslednjič, vmes pa klikajte na rtvslo.si, poševnica avtomobilnosti. Srečno!